kakor viješ, spet sem na blagom Mikšolgacu, malo so me poklicali, pridi da malo pogledat, malo posnet, tako da danes bo fun. Kje si, Jure, kvaj zdaj? Evo ga, Dino, akcija, veš, snema se na polno. Daj mi povej, kva delava zdaj? Danes predvsem testiramo, kaj vse se bo dogajalo na eventu, tako kot lansko leto, pa delamo material, oziroma vabimo publiko, širšo publiko, jih vabimo na New Limits event letos. Živ, živ! Mi, da se uradno ne poznava, sam misli, da se poznava tako preko YouTube. Ja. Pizda, manjši si, kakor sem mislil, da si. Ja, dele me je Moskva pobral, stari, dele te pa, da smo se tam lagodili, da je driftamo, če danes nam ko zvone manjkol. Kako kaj tvoja branža, traktori pa to, a bi z njimi lahko tudi tako driftov, kakor s temle? Ja, lahko bi, ampak bolj tam ne travam, pa kaj taga. Sam tam niso to hitre brzine, tam gre kaj do 60, lele pa noro. Kva če bi jaz pa ti naredila en video, kako driftava s tvojim traktorjem po njivi? Stari, jaz sem za. Ajde. Sam ne vnaša njiva. Stari moj, sem ga dogaja, zdaj sem moj glih povabil, da grem z unim Jarisom se furat, ampak preden grem to nares, bi vam rad povedal, da grem hmal v Italijo, v Rim. Pa razmišljam, da bi šel z avionom, kupaš karte prek neta iz Italije. Kako pa nares, da si kao iz Italije? Ja, z VPN Surfsharkom. Kva je to VPN? VPN je virtualno privatno mreže, s katerim spremeniš naslov računalnika in dejansko kupaš te karte. Zakaj je v bistvu VPN še dober? Zato, da bi gledal ameriški Netflix, ker ameriški Netflix ima boljše serije kot pri nas, uporabiš VPN Surfshark, spremeniš naslov in gledaš boljše serije. Drugače, kva ima Surfshark še novega, kaj ima Surfshark One? Surfshark One se ti sestoji iz Surfshark Alerta, ki ti dejansko pove, če ti je kdo udaril recimo v e-mail, Surfshark Antivirus, ki ti ščiti računalnik pred virusi, pa Surfshark Search, to ti je anonimni, privatni brskalnik brez oglasov. Vse to skup dobiš s kodo Dinoti za 83% cenej plus 3 mesece džabe. Če ti pa kaj ne paše, pa lahko en mesec vse to skup kenslaš. Kje si? Daj mi povej, kaj bo zdaj počela? Norela. Norela, kdo pa si ti? Luka Janežič. Kva delaš, Luka Janežič? Pa jaz sem driving coach. Oh my god, stari, kaj čutim. Kaj se grabam, stari moj. Dobro, da sem šel na WC prej. A gume imaš ogrete? Že preveč. Polovizu človek, stromalen pizda, ubili se bomo. Pa še imamo. Ej, tole je grozen! Kaj se... Ne me jebat! Mali bolj spuki, kaj na snegu, zato ker je tukaj fucking avto pred nami, oziroma kva je to hiša. Ej, kakšne gume pa imaš gor? Palec Sport 5, pa malo je čisto. Pa kaj ni škoda tega avta za to? Čak jaz nijem čelade, jebo ga ti ustro sem se živ. Fuck! Ne, slabo mi je. A ni škoda gum? Zato smo jih kupili. Pa bremze so. Ovo, dospam stari, če ne mi bo slabo. Fuck! Prijatelj, ba jaz si mi neki obljubil drugače. Evo. Koliko ima pa na števcu, kva je to? Je v bistvu o nas petrolheadih, ker nas normalen folk ne more zastopiti, zakaj smo toliko fokjeni, da nas bojo zastopili, kakšni obstajajo, da če nekdo res vse vlaga v life v to, da ni sam, da nas je veliko takih idiotov po narekovajih. Že prej sem bil avtomobilistični novinar, tako da sem rekel, da dam nazaj neki tem petrolheadom. Kje lahko to knjigo dobimo? Na driveaway.si/knjiga. Ok, folk, pejte, podprite, kupite knjigo, pa pejte se furat z njim, to lahko vam priporočam. Hvala ti, pa se vidimo. Hvala tebi. Kaj pa to je en prišel z enim boltom, skoraj avto udaril. Kje si ti? Evo me, sem že tukaj, ko si mi klical ravno. Ej, tale avto se sliši kaj čov. Ja, kabarka, ja. A ne kabarka? Če nimaš denarja za barko, kupaš to. Da mi povej, a troši tudi kabarka? Malo več. Malo več. Eno vprašanje, kva se to sliši, kad predstaviš kaj ena katana neki, čing naredi? A ni hudo? Totalno, sam je tudi drago, veš. A je? Ni za mene. Kva boš ne počel? Noč, sam parkiral bom. Ne pete koliko spurat, no. Siromak bom parkiral med temi lepimi. Bogi. Daj povej, si kdaj zadet od teh hlapov tukaj not? Ne, mi pa ne diši več to, veš. A ti ne, Včasih ne.
Veš, ljudje, ki te fraze uporabljajo, da ne vem, živi za bencinske hlape ali pa za dim, je sigurno nekaj. Mi bencin se polije, mi je slabo, če se pa preveč dim, je pa tudi. Lahko pa, da sem star, veš. Ko si bil pa mlajši, kako je bilo pa takrat? Je bilo pa boljše. Evo ljudi, moji takole se Instagram lajki nabirajo, najameš si svojega privatnega kamermana, sposodiš si BMW-a, uvučeš najbolj stisnute tankice i pajkice i udri. To je ta seksi moški. Seksi, ja? To je ta plava energija, ki je osvojila svet. Daj mi povej, Slovenijo. koliko mufan si spoznal od tvojega naziva seksi moškega? Koga? Mufan. Kaj so to mufne? Mufan izraz je bilo prej ti rodom, ampak zdaj te učim. Kako si kaj? Živo, preveč, da bi si zapomnil, verjetno. Daj mi povej, si prišel sem biti lep ali kaj delati? Prišel sem kaj delati, upam, da. To sem pa zdaj zmenil, Ne kaj. bi te postavil zraven unih tam guzic, da bi pol stal, veš, pa bil lep. Samo stal bom pa bil lep. Ja. A se škej vozil? Ja, bom se tudi vozil. Če vas zanima dejansko, kako izgleda behind the scenes, je to neki tasga. Sprav imajo kamermana, ki govori ljudem, kaj morajo narediti, potem postavijo par privlačnih punc, eni govorijo, eni snemajo in potem se naredi video, ki pristane se na YouTube. Ojoj, če ni v razvaliti, prije nek što će dobiti. Sam ne se vrti. Težko je biti hostesa, vem jaz to. A imaš ti zavarovanje dodatno uplačeno? Ja, jaz imam. Ti imaš, ona nima. To ste študenti, a veš. Pridite 17.6. na poligon v Lugatec za tekmovanje najmočnejšega Slovenca. Jaz sem to trenirala, ampak... Pridite 17.6. v Lugatec na poligon varne vožnje gledati tekmovanje najmočnejšega Slovenca. Ej, Bobnar, da mi povej, si ti kdaj dvignil tako punco dobro v zrak kot on? Še huj, sem bolj na to varianto. S traktorjem, a? Pa z lahtarjem, ja, tudi ja. Jure, si ti kdaj dvignil tako žensko v luft? Si videl, stari. Pida, svoje ne moram, da pa kakšno drugo bila pa tudi frka. Živijo punce, živijo, kako si? Pa tako v redu, lahko bi bilo slabše. Kakšna je bila izkušnja z dvigovanjem stvari? Nič presenetljiva. Nič, a? Ne. A si se kaj tresla? Ne, bilo kar stabilno. A je bilo stabilno? Moram reči, da so dobri fantje. Kaj pa ti? Ti si mi pa nekaj štrajkala? Ja, jaz sem pa štrajkala. Ne držim dosti plenka doma, pa ne gre. Ti stari moj! Bencinski hlapi, vroča guma, dobre bejbe, požrta skopka, do konca gas, orek zvok. Pa ne rečem, adrenalin ga pumpa do konca. Prekaj so šli mi mene, dobesedno, ker so podriftali. Vas pesek, vse mi je šlo v oči, zdaj ko mi gleda. Nek ti blajerca cilj, kaj je to? Ja, ni blajerca. A ti je zmanjkal kompresije v tubi? Dokler so te fore dobro. Sklopka neki čivka. A ne? Veš, sam je kar del. Pa se veš kaj pravi, znam VD40 malo pod maš. Ne, ma dokler čivka dela. A ne? Ej, idem povej, kaj je tole? Blow off, ampak Blow off ventil. blindiranje. Vidim, tole je turbo, se pravi, to je kjer motor? M3, S54. Plus turbo. 3.2 plus turbo. A si moral kaj motor dodatno ojačati to, ter zamenjati bate pa to ali na stok? Stok smo šli, zato je sam pol bara. Ko mi te žene daje, že tako sem naročen na Pornhub.
A veš, unaka pol scrollaš na avtonetu, prvi lastnik, lepo očuvan, mal kilometrov, nikoli vožem po dirkališču, nikoli bog ne dej driftan. New Limits, avtomobilistični spektakel, 17.6. med 10. in 22. uro. Nakup vstopnic preko Eventuma, ljudi moji, tlele morate biti. Čakaj, no kva pa ti misliš, da si na planici, ali kva? Zakaj? Da so to neki skoki pa to, ali kva? Ne, to je zato, da mi ne piha v oči. A ja, da te piha, kva pa ti delaš na desni strani? Vozim. Pa kdo ti je utrgal armaturo? Ali to švercaš drogo no čez mejo, a? To ste fore. Kdo bi vedel? Ona je pa za kamuflažo, kao mi smo pridni. Tako je. Kaj pa ste šli malo pelat vrtiljak pa to? A ja tle si, parjatu! Klele se skrivam, friend moj stari, tole za želodec pa ni lih najbolj. Kaj je to sploh za en motor, parjatu? To je pa od Toyota VO 4.3. 4.3? Ta avto je lažji kot zgleda, zelo agilen, prav ne zgleda, ampak se moraš pripeljati, da boš spoznal. Sicer je pa predelan za driftanje, to pomeni, da sedeži, ročni menjalnik, hidravlična ročna, povečan kot volana. Pove še, da za vse, ki bi radi videli več od tega avta, pa več od driftanja na Skid Shop YouTube kanalu. Zadnjič smo bili na Krškem na treningu, pa ga vprašam jaz, Erik, to, kar se sledite v driftanju, pa to, a se to kdaj kaj dotaknete? Pa on meni, ne, že v 2003 se nismo in od takrat stari vsakič pizda en avto razkantan, tako da veš. A to res, Erik? Če se ne dotakneš med avti, ne voziš dovolj na hard, si pozer. Čakaj, zdaj bi pa rad malo še vprašal vas, gospod, kaj pa je to za ena zadeva? Opel Corsa RD4 avto. A veš, jaz bi rad tudi bil seksi, pa visok, pa blond, pa imel ladjo, pa to. Jaz bi tudi rada, veš. Mene bi vprašala za broj. Nekaj moram, da narobe delam. Se enkrat bom tudi jaz kolep, ne sekiri se. Tudi enkrat bojo mene iskale za cifro. Prekletstvo je to v životu. Prekletstvo, ja. Vem jaz to. Noč, to je to. Jaz imam dost. Imel sem se fun. Fantje se bojo še malo vozil. Jaz pa pičim. Drugač pa za vse tiste, ki so vam bili moji posnetki všeč, oziroma ki bi rad videl malo več kokor na tem posnetku, spodaj imate gumb join ali pridružitev in dejansko se lahko za 5-10 evrov naročite in vidite malo več materijala, katerega imam jaz pač tukaj posnetga. Like, share, subscribe, napiš v koment spodaj, če bi se rad daj tako vozil oziroma driftu. Jaz pa pičim, ker dost za danes.